Pozdravljeni, vabim vas k ogledu oddaje Izberem prijaznost z Majo Peron, kjer smo se danes pogovarjali o prijaznosti v podjetjih in kako le prijaznost lahko spremeni naš korporativni del sveta in s tem omogoči, da smo še uspešnejši v vsakdanjem življenju, kakor tudi na poslovni poti. Dobrodošli v oddaji Izberem prijaznost z Majo Peron, kjer skozi pogovore z zanimivimi posamezniki odkrivamo, kako prijaznost vpliva na ljudi, odnose in svet. Moj današnji gost je Andrej Karničar, ustanovitelj The Academy SU, mednarodno aktiven predavatelj in terapevt, ki se že vrsto let posveča raziskovanju človeške energije, zavesti in notranjega ravnovesja. Hkrati je vpet v korporativni svet, kjer deluje v podjetju, ki posluje na področju igralništva, v okolju, ki je pogosto daleč od tišine, visokih vibracij in prijaznosti. In prav zato je njegov pogled še dragocenejši, saj razume tako svet poslovnih izzivov kot svet notranje stabilnosti. Danes se bova pogovarjala o tem, kako ostati človek v zahtevnih okoljih, kako prijaznost vpliva na dinamiko ekip in zakaj izpostavljenost različnim energijam lahko priložnost za osebno rast in večje razumevanje sebe in drugih. Andrej, lepo pozdravljen. Pozdravljena, Maja. Vesela sem, da si se odzval povabilo in da si moj gost. Midva sva se spoznala par dni nazaj, ko si pravzaprav slikal auro in smo merali vilinske simbole in takrat sva padla v nek pogovor in zdaj si se mi izjemno zanimiv. Pa bi te mogoče prosila, če bi ti sam povedal, kdo ti pravzaprav si, kaj ti počneš, kaj so tvoji izzivi? Ja, Maja, hvala za to prijazno povabilo. Moji izzivi, rekel tako, energije so mi znane že od malih nog. Nikoli jih nisem jemal tako resno, kot jih lahko rečem resno jemljem danes. Več kot 20 let izkušenj v korporativnem svetu in podjetništvu me je pripeljalo do raznih sponov in padcev. Vendar tukaj je glih tisto najbolj zanimivo, ki energije so tiste, ki so kazale, kako smo lahko drugačni oziroma kako lahko drugače gledamo na stvari. Kajti danes vemo, da marsikdo se sooča z velikimi vzponi in padci, kako tudi z pritiski, ki so seveda prisotni v korporativnem svetu, ker drugače žal ne moremo delovati. Sem ustanovitelj Akademije SU, kjer sem se potem podal na pot, kako približati energije ljudem na čim enostaven način. Avtor knjige Reprogramiranje naše podzavesti, kjer je knjižica napisana na popolnoma drugačen način, da zavedemo naš zavestni in dopustimo našemu podzavestnemu umu, da dobesedno črpa. Jo bomo potem pokazali knjižico? Seveda, ne. Oziroma takole, jo kar pokažemo. Hvala. Oprosti, ker sem te tako na grdo prekinila. Veš kaj, v bistvu me zanima, kako si se pa ti znašel na stičišču teh dveh svetov, se pravi duhovnosti in nekega korporativnega sveta, sploh igralništva, mogoče je to prvo vprašanje in se lahko navežem že kar na naslednji odgovor, a je to dvoje res ločeno? Zdaj tako, ne. Navadi nobena stvar ni ločena, se dopolnjuje. Mi včasih gledamo stvari, da so ločene. Zdaj, da se vrnem na ta prvi del igralništva, veliko let sem sodeloval tesno, mednarodno, od angleškega tržišča, Mehike, kjer se je čez čas pokazalo na mojem telesu preobremenjenost, kasneje tudi izgorelost, ki me je pripeljala do tega, da moje telo ni bilo več sposobno funkcionirati v tem poslovnem svetu, kajti moje odločitve so postale neracionalne. To pa za vsega skupaj pritiska, ker so bili pritiski močnejši iz okolice. In tukaj ravno kar sem se potem podal globje v iskanje te resnice znotraj energije in pravzaprav me je sama pot peljala v to, da sem se nekako sam povzdignil iz te izgorelosti, ki je bila res močna in huda. In danes mi je to veliko pomoč, ker kljub temu, da sem nazaj v igralništvo in v tem korporativnem svetu, gledam na stvari drugače. In ko zapazim situacijo nekako, da prihaja do pritiskov oziroma zunanjega dela, preusmerim mojo pozornost drugam in delam ta, rečemo, kratek reset naših možganov, da ostajam v trenutku tukaj in zdaj skozi cel čas prisotnosti. Zdaj, v bistvu, veš, jaz, ko sem
začela iz to zgodbo, izberem prijaznost, in ko sem se začela pogovarjati z ljudmi, so bili tako zelo zanimivi nekako odzivi, ne. In ugotovila sem, da veliko ljudi pozablja, da mi moramo biti prijazni tudi sami do sebe, ne. Se pravi, po tem, kar si ti povedal, bi verjetno lahko to povezali s tem, da ko si ti v nekem korporativnem svetu, kjer imaš povsod neke pritiske, ves čas so, mislim, dejansko ne dohaja stvari, ki se dogajajo, in da v nekem trenutku dojameš, da je ta prijaznost do sebe pomembna, oziroma koliko je pomembna. Mogoče bi na to temo kakšno rekla, kako vidiš te stvari. Se popolnoma strinjam, Maja. Dejansko ja, v korporativnem svetu je žal tako, da prijaznost je redko kdaj prisotna, vedno se pričakujejo neki rezultati, in predvsem je tisti del, ki ljudje sami poskušajo narediti najboljše za sebe, pomeni v svojo korist, na tiste zunanje občutke, na tisti, kako bi rekel, na zunanje triggerje, ki jim dajo nekako navidezno srečo oziroma zadovoljstvo. Ampak kot sama prijaznost je pa tista, ki jo jaz prijemam na ta način, da če smo mi sami prijazni do sebe, to pomeni, da imamo svoje lastne meje, dokje si dovolimo, da lahko gremo, in dokje dovolimo drugim, da lahko gredo. Pomeni, da imamo tisto resnično prijaznost, ki izhaja iz našega srca, in ni to nek navidezni del, da se kažemo v poslovnem svetu prijazni, da sklenemo kakšen posel v tem kontekstu, ne? Ker marsikdo danes je zelo prijazen in se navzven kaže kot najboljši prijatelj, ne? Ampak potem ugotovimo čez čas, da se je šlo samo za posel, in ko se posel konča, se tudi marsikatera stvar razblini, ne? Ja, no, to super, da si to izpostavil, zato ker jaz o prijaznosti, o kateri jaz govorim, je pravzaprav način življenja, je vrednota, ne. To ni ustrežljivost zato, da, ne vem, se izogneš kakšnemu konfliktu, ni pravzaprav, da nekomu hočeš ugajati pa mu strežiti zato, da bo z njim naredil posel, ampak dejansko govorimo o tisti pristni prijaznosti, ki se mi zdi, da povezuje ljudi, nekako ustvarja varen prostor. In ja, seveda, najprej moramo biti do sebe prijazni, in jaz moram reči, da veliko sem potovala po svetu, in o tem bi mogoče tudi, da bi mi še ti povedal kaj iz tvoje zgodbe, ampak zelo redko ali pa nikoli nisem srečala človeka, ki bi bil zadovoljen sam s sabo, pomirjen sam s seboj, pa da bi v bistvu bil nesramen, žaljiv ali pa da bi delal grde stvari. In zato se mi zdi z tega naslova, da je ta prijaznost do sebe tako res pomembna. Ko sem se navezala na potovanje, veš, pa sem te hotela vprašati, mi da sva govorila, zadnji že si bil v Mehiki in kako je bilo tam. Mogoče bi tvojo izkušnjo, kakšna je kultura vezana na prijaznost, recimo v drugih državah, kjer si bil, ali pa kaj se te najbolj dotaknilo? Ja, tukaj lahko vzamemo za primerjavo recimo dva popolnoma ločene geografske lokacije. V tem primeru bi izpostavil recimo Anglijo in London, kjer sem živel dokaj let, ker je bila ta prijaznost hladna v tem kontekstu. Ljudje so bili hladni, vse se hiti, vse je dejansko se res odvija zelo hitro. Prijaznosti ni bilo veliko čutiti, ampak čez čas, če si dobil neko zaupanje, se je le ta prijaznost mogoče potem razvila. Pomeni, kot da ljudje nekako držijo za sebe, se ne dopustijo biti prijazni na ta način. Druga čist dejansko nasprotna stran je pa recimo Mehika, ker pa je bila tista prijaznost, ne vem, kako naj se izrazim, dejansko jo čutiš iz srca, in to pri tistem najbolj revnem prebivalstvu oziroma najbolj preprostem prebivalstvu, bi temu tako rekel, ki te dobesedno sprejmejo odprtih rok, ti ponudijo vse tisto, kar nimajo, bi jaz temu rekel, ker dejansko ti dajo sebe in še več. In tam res začutiš tisti del, ki prihaja iz srca, in tisto toplino. Tako da tukaj je dokaj velika razlika, ne. In če bi zdaj, recimo, če bi potegnil vzporednice, ne, kdo se ti zdi, da je srečnejši? V vsakem primeru je tisti srečnejši, ki nima nič. Mislim, če iz tega izpotegnemo, ne, ampak... Ne, tukaj se jaz mogoče ne strinjam čisto s tabo, bo jaz sem hotela v bistvu to vprašati, ne. So srečnejši ljudje, ki so prijaznejši, se pravi, ki so odprtejši, ki lažje izražajo čustva in občutke, ali so srečnejši pač ljudje, ki se bojijo biti nekako ranljivi, ker je verjetno to razlog, ne, da se ne odprejo. To v bistvu, zato ker to je zelo tvoja tematika, ki jo sicer ne bova mogla zdaj v pol ure obdelati, ampak mogoče tako iztočnica, ne?
Ja, ne, to se strinjam, mogoče nisem pravilno izrazil, ampak kaj sem hotel povedati v tem kontekstu, da najbolj preprosti ljudje, ne, ki nimajo, kako bi rekel, nimajo se česa bati, so dejansko odprti in dajo tisto prijaznost in brezpogojno ljubezen navzven širijo. Medtem ko človek, ki je bolj vpet v ta, če se temu lahko tako navežem, v razviti svet, bolj so tukaj te blokade, ki si ne upa pokazati. Ne. Kot si omenila, dejansko drži to zase, ne, da ne bo mogoče prizadeti, da ne bo mogoče drugi misli, da je pa mogoče kaj narobe z njim. Ne. Kaj Ker bojo ni pa družbeno- drugi mislili? Tako je, ni družbeno Ne. sprejemljivo za tisto okolje. Ne. Super. O tem bova še kaj rekla, zdaj pa narediva kratek predah. Okay. Dobrodošli nazaj. Midva sva ostala pri tem, kako pravzaprav, zakaj se ljudje bojijo biti prijazni. Ne? Pa bi mogoče šla zdaj na ta korporativni svet, to so stvari, ki jih ti zelo dobro poznaš. Kaj se ti zdi v bistvu, kaj se dogaja v korporacijah, kaj se dogaja v podjetjih, kaj se dogaja z ljudmi, kakšna je ta dinamika, pa bi se vezala predvsem na odnose, v bistvu na te stvari. Ja, v podjetjih, kaj se danes dogaja, je dejansko, da od delavcev si pričakujejo vedno več, kar posledično potem sproži to tekmovalnost, da želijo delati najboljše za svojo lastno korist, želijo dokazovati. Zelo malo je teh pohval in prav tako zelo malo je prijaznosti med seboj, ker ti vsak nekako sloni k temu, da bi bil on najboljši in pokazal sebe v najboljši luči. Ne? Glih zaradi tega, ker je tako velik pritisk in od vodstev in Ljudje se v bistvu bojijo, ne, verjetno, Ja. ne. In se mi zdi, jaz imam recimo tako, kadar jaz predavam v podjetjih, velikokrat imam občutek, ne, da ljudje še niso čisto posvojili, da so časi tekmovanja že zdavnaj minili in da so časi sodelovanja. In recimo tukaj mi je blizu to, kar se ti ukvarja z energijo, ne. Jaz mislim, da se absolutno premalo zavedamo, da je čisto vse, da smo mi vsi med sabo povezani in da je vse povezano. Tako da mogoče tukaj bi te vprašala tako na tem energijskem nivoju, kaj ti vidiš, pa kako si lahko mogoče, ne vem, tudi ljudje na hitro pomagajo, kaj bi mogli spremeniti recimo, da bi jim bilo lažje, kaj lahko vsak posameznik pri sebi spremeni. Ja, tukaj je, bi rekel tako, stvar je čisto preprosta. Ne? Dejansko, če bi se recimo držali samo recimo par dogovorov, ne? Pomeni, da govorimo resnico, ne? In zato stojimo za svojim mnenjem, ga ne bomo menjali, ne? Uporabljamo besede modro, to pomeni, da jih uporabljamo za tisto pravičnost, da jih uporabljamo za izkazovanje neke naklonjenosti in da jih ne uporabljamo recimo za obrekanje oziroma za ugotavljanje nekih napak. Vedno vse posod prihaja do napak, ne? Ampak vsako napako se da sanirati, če preusmerjamo pozornost tja. Če preusmerjamo pozornost v samo napako, bo le-ta rasla. Ne? Kakor tudi, da dopuščamo drugim, da povedo svoje mnenje, če se držimo iskrenosti, vendar to mnenje ne sme vplivati na nas, kajti to je njegova zgodba, to je njegov občutek, to je njegov tist notranji del, katerega on izraža. In s tem se mi ne povezujemo z njim osebno in gledamo na celotno situacijo pristransko, ne? In se distanciramo in lažje vidimo marsikatero rešitev. Ne? Zelo lep primer je recimo, jaz osebno uporabljam, recimo, ko pride do kakšnih stresnih situacij, preusmeritev pozornosti na dotike našega telesa zunanje površine. V tem primeru recimo, vzajemo čisto hipotetično, imamo sestanek, kateri se razvija burno, ratuje recimo stresna situacija, vendar mi moramo ohraniti jasen in fokusiran V tem primeru samo preusmeriti recimo primer, da imamo pinkalo v roki, opazujemo pinkalo, ki se dotika naših prstov. S tem, da se mi potem poglobimo, ali je to pinkalo hladno, toplo, kakšna je tekstura pinkala, ampak to ne rabimo veliko, dovolj je že par sekund. In kaj se bo zgodilo? Mi se bomo v tem času na hitro distancirali od celotne situacije in tega kaotičnega dela energije, preusmerili v svojo lastno energijo in v zavedanje tukaj in zdaj. Pomeni, bomo
prisotni v svojem lastnem trenutku in bomo lahko opazovali situacijo popolnoma drugega zornega kota in tako bomo videli marsikatero rešitev veliko hitreje. To je ena odlična tehnika, ki mislim, da je uporabna za vse gledalce. Ja, čisto Ker preprosta. je lahko preprosta je in dejansko jo lahko apliciraš čisto na vse situacije. Tako je. Na medosebne odnose, v šole, na fakultete, dejansko povsod. Super, hvala lepa za to, mislim, da je en tak zelo koristen nasvet. Ampak zdaj v bistvu tako, če pa greva na same time, ne, ko recimo delaš s nekim timom, in ko jim začneš pravzaprav govoriti o sodelovanju, kamor seveda sodi tudi prijaznost, ne? Kaj opažaš, kako se stvari začnejo spreminjati, ko dejansko se začne vključevati prijaznost, ko ljudje sploh začnejo razmišljati o prijaznosti? Seveda tako je. Marsikdo recimo ne bo imel težav, pri nekaterih se pojavi tisti mali šok, kaj se sedaj dogaja, kam gremo, ampak kasneje, ko osvojimo to temo, oziroma ko se odpremo tej prijaznosti in medsebojnemu sodelovanju, pomeni, ki začnemo zaupati sodelavcem drug drugemu med seboj, dejansko stvari stečejo popolnoma bolj enostavno, bolj harmonično. Dejansko se dopolnjujejo, kajti si dopuščamo biti več, kot smo lahko. Kajti dejansko skozi ta del si želimo povedati več, ker vemo, da smo slišani in vemo tudi, da smo na ta način, nek način rekel, potrjeni, ampak ne toliko potrjeni, kolikor bolj sprejeti v nek kolektiv, v nek ta kolektivni del. Ne? A imaš občutek, da prijaznost v kolektivu vzbuja ali pa daje občutek varnosti in da se zaradi tega mogoče ljudje bolj upajo izraziti in da mogoče so zaradi tega tudi uspešnejši, kreativnejši in tako, kako je? Seveda, ker nimajo nekih zadržkov, ne, se dobesedno si dovolijo oziroma si upajo povedati stvari, dejansko, ampak povejo skozi prijaznost, ker se držimo nekako načela pozitivnega razmišljanja in tega res sprejemanja, da ni nobena stvar tako velik problem, da si ne bi upali recimo povedati sogovorniku oziroma izpostaviti svojemu lastnemu timu. Ne? No, kar meni se zdi recimo, da varnost je itak ena od osnovnih človekovih potreb in temu bi absolutno bilo treba namenjati več pozornosti, zato ker ko si ti počutiš varnega, tudi odločitve sprejemaš čisto drugačne. In tako kot si rekel, ne, če ti vnaprej veš, da ne boš sojen, ne, da ti ne bo nekdo takoj sodil in ne vem, si velikokrat dosti bolj kreativen, kakor bi sicer bil. Ne. A veš, kaj mi še povej, v bistvu tako, ko se ljudje znajdejo v teh nekih situacijah, se to sva že danes kar dosti govorila, ampak ko se jim nalaga preveč dela, ko pač odnosi ne štimajo, kako naj se umirijo, zato ker to zdaj, kako naj se na hitro umirijo, to ja, ampak tudi v bistvu, kakšen vpliv ima pa dejansko energija, naša naravnanost, mogoče mi o tem povej, pa ti povem, na kaj se navezujem, ker midva sva govorila v bistvu o zavestni prisotnosti, jaz predvsem govorim o zavestni prijaznosti, pa če bi mogoče rekla kakšno besedo na temo te zavestnega našega delovanja. Tukaj mislim, da imaš veliko za povedati. Ja, seveda. Kajti, če smo mi zavestni, ne, dejansko te dve stvari grejo lepo skupaj. Ne. Prisotnost in prijaznost, zavestna prijaznost, bi jaz rekel, da to je tisti naš del, ki prihaja iz našega srca, ki nas sidra v našem centru. Ko prihaja do težjih situacij in nekega stresnega okolja, se ta nit malo zaniha, ker izgubljamo to povezavo s samim seboj. V tem primeru poskušamo ohranjati res center in gremo skozi fokus na reševanje problema. Da se vprašamo, kaj je tisto, kaj me je zanihalo. Sami sebi podzavestno postavljamo vprašanja. Ali je tukaj dejansko prijaznost do samega sebe, ki jo jaz dajem na mesto, ali je tukaj iskanje nekih dražljajev oziroma neke potrditve zunaj sebe. V tem primeru, ki iščemo potrditev zunaj sebe, neke okolice ali ne bo to nek projekt, ki bo uspešen, pa čeprav nas bo izčrpaval do enomoglosti, nismo na pravi poti na nek način, se moramo mi spet vrniti k sebi.
In si dopustiti, da res ta vprašanja, kako bi rekel, se razvijajo znotraj nas samih. Veš, kaj bi te vprašala, kako najti ravnovesje, ker zato si pač ekspert, med biti uspešen v poslu in ne izgubiti sebe? Ker jaz mislim, da je to vprašanje mnogih ljudi v tem trenutku. Čisto enostavno. Jaz vedno dam vse karte na mizo. Ne skrivam ničesar, ker s tem tudi, bi rekel, sebe razbremenim. Vsi moji poslovni partnerji vedo, da to, kaj rečem, za tem bom stal. Vsako obljubo, ki dam, jo izpolnim. Drugi smer pa ostajam zvest sebi. Če je nekaj, kar vidim, da ne bo zame, enostavno jasno povem, pač tega ne bomo naredili. Postavljam tisto zdravo mejo. Ampak to mi dopušča, da postavljam to mejo samo z enega vidika, ker igram z odprtimi kartami. Kakorkoli imamo mi neke stvari prikrite v ozadju, si ne moremo tega dopustiti. Zato, ker pač vedno bojo neke mahinacije oziroma manipulacije v ozadju prihajale. In vsaka skrita stvar preko slej najde pot na svetlobo oziroma na resnico in na koncu imamo večji minus kot karkoli druga. Jaz mislim, da je tole odličen zaključek drugega dela, pa nadaljujemo čez par minut. Prijazno, dobrodošli nazaj. Midva sva končala pri tem, da je treba igrati na odprte karte, pa bi se mogoče v tem trenutku majčkeno vrnila k sami iskrenosti. Kaj je sploh iskrenost in katera iskrenost in komu biti iskren, v bistvu s kom biti iskren, je pomembno? Ja, v prvi meri, čisto enostavno, ne, moramo biti iskreni sami do sebe, ne. Šele ko smo iskreni sami s seboj, smo lahko iskreni tudi do drugih, ne. Kajti takrat ne skrivamo ničesar, ne. Mi sprejmemo sebe v polni celoti, takega kot smo. In potem tudi vsi odnosi navzven bodo se začeli popravljati, ne. To je zdaj tako, bila malo voda na moj mlin, zato ker jaz iskreno povem, ne? Zato ker jaz pravzaprav vedno govorim, da edino res pomembna iskrenost je iskrenost do samega sebe. In hkrati tudi govorim, da je biti iskren sam do sebe tako zelo težko, da jaz sploh ne vem, če kdaj uspemo res v resnici biti tako iskreni do sebe, brez da bi nas to res tako zabolel, pa brez da bi mogoče sami sebi se malo tako zdeli, se mogoče celo malo obsojali. In tukaj na tem mestu se mi zdi spet prijaznost izjemnega pomena, da smo prijazni, tudi ko se trudimo biti iskreni nekako do sebe. To sem pač mogla povedati, sorry. Zdaj imate. Prepuščam besedo v bistvu na tem področju, ker si ti res strokovnjak, se pravi pač delo v timih, pa tudi niti ne samo delo v timih, saj tudi tako delo z ljudmi, ki jih ti srečuješ, ker ti konec koncev, ne, iz tem, kar ti počneš, pa če greva konkretno na slikanje aure, ti verjetno s tem lahko tudi potrdiš in vidiš, a ne, kako iskrenost na eno osebo vpliva. A drži to? Seveda drži, dejansko pri diagnostiki, v tem primeru, če rečemo, skrajšamo slikanje aure, vidimo celotno sliko našega celotnega telesa, tako fizično kot mentalno, vidimo postavitev naših čaker, vidimo naših kanalov, našo meridiansko linijo, dejansko vidimo res tisto notranjo plat samega sebe, kaj je tisto, kaj nas zadržuje na neki točki, kjer ne moremo iti naprej. Ali dejansko prisotnost tista žalost, v katero nam ne dopušča, da mi navzven se poskušamo razviti kot dobra oseba oziroma, bi rekel, vesela oseba. Prav tako vidimo vsak organ posebej, kaj se dogaja. Je res zelo širok pojem, ko gremo enkrat analizirati naše človeško telo. Vendar bi tukaj izpostavila eno drugo stvar. Če pogledamo tako, ne, mi se na svet rodimo popolnoma brez ničesar, kot prazna knjiga. Vendar nas potem žal okolica in dogodki izoblikujejo v to osebo, v kateri smo danes. Moramo se zavedati, da to so stvari in dogodki, na katere nismo imeli vpliva.
Marsikdo se sprašuje, zakaj se meni dogaja, zakaj jaz to rabim, zakaj moram iti skozi to zgodbo. Vendar čisto preprosto. Ko enkrat to zavestimo in spoznamo v naši podzavesti, da je to vse vpliv okolice in zunanjega reprogramiranega sistema, je stvar dokaj lažja. Tudi v tem primeru sem recimo napisal knjigo Su, ki je čisto popolnoma drugačna. Besede so razmetane, dobesedno, v tem vidiku, ker človek oziroma oseba, ki bo brala to knjigo, bo naš zavestni se ukvarjal z logično povezavo, ki je naslednja logična povezava besedila, medtem ko sama vsebina bo prihajala v našo podzavest. Zdaj, če veš, recimo, če bereš marsikatero knjigo in ti začne podzavestni razlagati, kaj ta piše o tem, kaj to razlaga o tem, dejansko ta ki ti kontrira oziroma ali pa te spodbujajo, to je zanimivo, te vleče. In tukaj ga moramo na kak način zamotiti, preusmeriti pozornost, da lahko naša podzavest nekako črpa situacijo oziroma vsebino iz tega, kar je napisanega. In otroci so tisti res, ki so brezmadežni in čisti, vendar jih žal okolica in potem vse skupaj naredi v take osebe, kot so recimo odrasle osebe. Mislim, vse niso to dobri, ne? Seveda so vsi dobri, se nisem rekel, da so vsi slabi, ampak v tem kontekstu. To se s tabo strinjam, ne? Dejansko mi res v tistih prvih 7 letih, pa kakorkoli obračamo, takrat se mi takrat vse, kar se nam zgodi, vzamemo na zares, ne? Otrok nima filtra, da bi vedel, kaj je res, pa kaj ni res. Njemu smo mi, se pravi starši ali pa ljudje, ki so mu najbližji, to je pač to. In takrat se izoblikujejo tudi nekako vrednote in prepričanja. In to je potem to, o čemer ti govoriš, seveda, ne, ker imamo mi neka prepričanja in zaradi tistih prepričanj se mi potem ne upamo biti to, kar smo. In se tako, mislim, ne bi se mogla bolj strinjati s tabo s tem, kar si pravzaprav povedal. In težko, najbolj smešno je to, ne, da kljub temu, da mi vse vemo, ne, tako, kar delamo na sebi, mi vse vemo, ampak kaj treba to v praksi narediti, je majčkeno težje. In vse stvari so bolj preproste, ne? Ja. Seveda so. Največje stvari so najbolj preproste, vedno. Samo pot do njih je majčkeno zapletena. In zato rabimo, ne, tako ljudi, kot si ti, recimo. In meni je to izjemno zanimivo, ker eno je o tem govoriti, ti pa dejansko, ne, tudi dokažeš, kaj pomeni, če nisi skladen s sabo, zato ker pa so energija res ne laže. To je nekaj tako, tudi če ne vidimo, to ne pomeni, da tega ni, ne? Ja, ne, jaz vedno recimo, ki naredimo analizo in damo neke napotke osebi za delo na sebi, kaj lahko naredi, vsak potem pričakuje, zdaj pa moram, ne vem, neke prehranska dopolnila in ne vem, kaj še vse zraven, neke tehnike težke početi. Ne, čisto preprosto, enostavno. In so na momente, bom rekel tako, iz izkušenj vidim, da so malo v šoku, ker ne pričakuje čisto preprostih stvari. Ne? Vendar, če se oseba drži in če recimo naredimo ponovitveno slikanje oziroma analizo čez dobrega pol leta, je slika popolnoma drugačna. Tudi oseba sama ne more verjeti, da se stvari res so se spremenile, ker jih zazna v svojem telesu, zazna spremembe, ampak tudi dejansko jih z samo napravo dokažemo, da so res na pravi poti. Ja. A delaš to recimo tudi, ko delaš po podjetjih? Delaš to tudi po podjetjih oziroma kako se pa vodilni odzovejo na te stvari, ki dejansko vidijo, kakšni so rezultati? Pa bom rekla tako, ne vem, če se poskrbi, da nekdo ni pod stresom, a ste delali, da je kakšne te raziskave, ali to še nekaj, kar bomo še naredili? Nekaj, kar bomo še naredili, dejansko še ni bil ta v korporativni svet toliko vpleten, ker do zdaj lahko rečem tako, vedno je bilo ločen. Vendar ja, imamo hitre teste, ker se vidijo stresne situacije, ki se zmeri stres, vse skupaj nas vzame mogoče 2-3 minute časa, da vidimo v kakšni fazi, kakšne zaposlene imamo, kje je njihovo energetsko polje, ali so to tisti pravi, ki delujejo res srčno, kajti tudi to vidimo, ali je ena oseba, ki deluje iz srčnega dela, ali tista oseba, katera deluje navidezno srčno. Tako da v tem primeru ja, Maja, tukaj je zelo širok pojem še in še en del oceana za raziskovati. Zdaj se mi porajalo eno vprašanje, ne? Kakšna je razlika, pa govorim predvsem tako na energijskem nivoju, da mi poveš, kakšna je razlika, če nekdo je prijazen iz srca
Ali pa če je nekdo prijazen iz uma. Zdaj, tukaj je razlika, vendar bom rekel tako, osebe, ki niso energetsko senzibilne, bi rekel, da se jim zna ta meja zelo zabrisati. Okay. Ne? Maja, če veš, ne, vsi nekako, če smo v senzibilnih energijah in jih čutimo, ne, dobesedno vidimo oziroma začutimo, kdaj je nekdo prijazen iz srca in kdaj je samo tisto navidezna prijaznost. In tukaj lahko rečem, da jaz sem zelo dober v tem, ker pač vem, kdaj kdo je na pozitivni oziroma negativni strani, ne, ampak se ne spuščam v ta konflikt, enostavno samo vem, kam moram iti. No, in to se mi zdi, to, kar si zdaj povedal, je zelo pomembno. Se pravi, nam ni treba spreminjati ljudi, niti jih ne moramo. Ne. Dovolj je, da vemo in svojo reakcijo temu prilagodimo. Ne? Še ena stvar, ne, če je samo ena iskrena, srčno iskrena oseba v nekem kolektivu, bi jaz temu rekel, tako bo dvignila filc, polje v tisti pozitivni del. Bo čez čas se tudi začeli ostali spreminjati. To je enako, kot če nekdo zelo negativen v podjetju, bo imel vpliv na vse ostale. Nama se čas iztekel, vendar jaz sem prej tole tvojo knjigico vzela v roke in prva, kjer se mi odprla, se mi zdi izjemno pomemben, zato ker se mogoče malo premalo zavedamo, kako je vsak od nas pomemben in kako vsak od nas spreminja ta svet. Zato bom tole prebrala iz tvoje knjige. In sicer piše takole: A razumem in sprejemam, da je čas iluzija in da zgodovina ni zgodovina. Razumem in sprejemam, da sem sposoben spremeniti naš planet. V tem trenutku, ko razmišljam z ljubeznijo do vsega okoli mene. Jaz sem del celotnega univerzuma, ki se odvija ravno ta trenutek, tukaj v meni in okoli mene. Jaz bi dodala samo še to, da mogoče prijaznost ni nekaj, kar se je treba naučiti, mogoče je prijaznost samo nekaj, česar se moramo spomniti.